Obiskali smo res zelo velik vrt, ki meri okoli 1 hektar. Ob tem je tako poln vsebine, da čas v njem mineva kot v pravljici. Le stežka smo verjeli lastniku, da ga je zasnoval, razvil in napolnil z vsebino kar sam. Vrt Tomaža Vesela smo prvič predstavili pred 6 leti. Odtlej ga je opazno razširil, mu dodal številne nove vsebine in ga obogatil z zbirkami redkih rastlinskih sort. Sredi dolenjskih gričev je Tomaž na domačiji svoje stare mame našel prostor za uresničitev svojih zamisli. Ena od njegovih strasti je tudi hortikultura, čeprav ga bolj poznamo po drugih dejavnostih. Povejte nam, kako se je to začelo? Verjetno niste kar krompir ven vrgel in potem takoj začel saditi. Ne, začelo se je v bistvu z gradnjo hiše in ob hiši je najprej nastal tak, bom rekel, klasičen sadno-zelenjavni vrt, ki je nekaj časa sobival z okrasnimi rastlinami, potem so pa okrasne rastline seveda prevladale, ostalo sem dokupil parcele, tako da je vrt zdaj velik približno 1 hektar. Ampak vi ste pravzaprav organizirali na tem velikem prostoru neke točke, neke zaključene celote. A jih mogoče lahko ene par naštejete, pa imate kakšna imena zanje? Ja, vrt pravzaprav potrebuje neke sobe, ker mora obiskovalca, pa tudi tebe, čeprav seveda ga poznaš do zadnje detajla, na nek način presenetiti, ker se da potem malo drugačne vtise ustvariti in te vrtne sobe dobijo počasi seveda imena, ki niso nič kaj posebnega, ampak je treba poimenovati, če drugega ne da najdeš rastline. Ne vem, kurišče, kisla greda, visoka greda, steklenjak, ob klavirju, zgornji, spodnji vrt in tako dalje. Ja. Ob prvi predstavitvi Tomaževega vrta v naši oddaji smo občudovali predvsem del vrta, ki leži ob hiši. Ta del se je odtlej precej spremenil. Vrt je tam ob hiši že doživel rekonstrukcijo, ker se je enostavno preveč zarastel in tam je bilo tudi veliko, bom rekel, napak, začetniških napak, ki so nujne ob tem, da se karkoli naučiš. In seveda čas naredi svoje. Stvari prerastejo, nekatere rastline, ki so mlade, lepe, kasneje postanejo ne prav preveč privlačne, to je treba priznati, potrebujejo mogoče sam svoj prostor, tako da je potreboval rekonstrukcijo, ampak nič hudega, ker nastaja krasen prostor in seveda spodnji del postaja počasi zelo senčen vrt. Tomaža privlačijo redkosti, manj znane različice okrasnih rastlin, zato na njegovem vrtu nastajajo zbirke posebnosti nekaterih rodov drevnine in trajnic. Ja, ker je vrt, po mojem mnenju, zanimiv tudi iz tega razloga, da ne sadim več rastlin skupaj, se pravi ta postelje večjih rastlin, kjer je lažje ustvarjati poseben vtis, ampak gre v bistvu za zbirko zelo različnih rastlin. Na vrtu jih je popisanih preko 2000 različnih rastlin, ampak je bolj povezano na strukturi listja. Zimskem vtisu je treba vedeti, da imamo skoraj 6 mesecev ali pa vsaj 4 mesece popolnoma brez listja in vrt mora biti lep tudi po zimi, mora biti zanimiv, se pravi struktura lubja, vej, iglavcev in tako dalje mora biti prezentna tudi po zimi. Pomlad in jesen je najlažje glede vrtnarjenja, poletje in zima pa je pravi izziv. Katere zbirke so tiste, ki jih izpostavite? Katere so najbolj bogato zastopane? Bukve so drevesa, ki so fascinantne, zdrave, visoke, skratka lepa drevesa, ampak obstaja pa tudi veliko križancev, botaničnih sort, do katerih je relativno težko priti. Kar nekaj jih imam, javorjev, ki so enostavno zaradi svoje krhkosti in nežnosti, pa tudi problematičnosti, zelo zanimivi, ampak te potrebujejo tudi nekaj spremljevalnega orkestra, kakšno klop, kakšen kotiček za počivanje, v katerem se realno nikoli ne počiva. Mora pa biti. Mora pa biti, ja. Kakšna skulptura, kakšno staro železo, kakšen zanimiv kos kamna, nekaj je glasbil, nekaj sem naredil sam, večino je pa naredil en izjemen umetnik, ki ga posebej cenim, ima tudi zelo lep vrt, Primož. Med presenečenji na vrtu je tudi manjši rastlinjak. Vedno sem si želel, da bi imel nekaj podobnega, ampak rastlinjak, v katerem bi lahko kaj prebral. Zima je dolga, mogoče celo zakuril peč, gledal malo rastline in sem si želel narediti nov steklenjak, da bi izgledal star 100 let.
recimo, da mi je uspelo, da zgleda vsaj 50 let star. Čeprav je to predvsem okrasni vrt, ne manjkajo niti grede za pridelavo vrtnin. Zato skrbi mama, ja, ki je na nek način tiho odstopila en del parcele za okrasne rastline, najprej z velikim negodovanjem, potem pa mislim, da se je tudi ona zelo sprijaznila s tem in da dobro funkcionira to vse skupaj. Še eno specifiko moram poudariti. Nobene ograje ne vidim okoli tega vrta. Ja, tu na tej točki pa ne bom popustil. Jaz bi rad videl, da se vrt prelije v sosednje travnike. To seveda povzroči probleme, ker nekatere rastline so naravno super vaba za zimske obiskovalce, predvsem srne, ne. Da bi lahko na vrtu užival tudi v družbi, je dal Tomaž narediti leseno kaščo. Dali smo jo narediti, ampak potem, ko smo v okolici zmerali vse arhitekturne elemente, okoliške teh starih načinov gradnje in tudi na srečo našli mojstra, ki je to znal narediti in je v bistvu res tipična za prav bližnjo okolico tle, kjer je postavljen vrt. Med dvema debloma visi viseča mreža. Kdaj ste bil nazadnje v njej? Lani poleti, ko sem gledal, kako sova uči mlade leteti pozno po noči in je pravzaprav res krasen za tudi gledati zvezde. Ponovno se vprašam, kdaj utegnete vse to narediti? Povsod in vedno, tudi po noči je potrebno pač s kakšno svetilko. Pa moram reči, da imam tudi veliko pomočino, ker sicer sam to težko sestaviš. Jaz upam, da bo življenje prineslo to, da tako kot mi je en starejši vrtnar rekel, kot cvetijo potonike, ne grem nikoli od doma.